Ste si kdaj rekli, kako lepo je, ko sredi zime odprete vrata svojega doma in takoj začutite objem toplote? Kako preprosto je odpreti radiatorje, da toplota sama od sebe steče v vaš dom? In kako lahko je z enim samim dotikom domu dati svetlobo, ki jo ta potrebuje? Da vam je doma toplo in svetlo 24 ur na dan in vse dni v letu, skrbijo v Energetiki Ljubljana in danes se nahajamo pred energetskim srcem, ki utripa za kakovost bivanja v Ljubljani, zeleni prestolnici Evrope. Doktor Agreš, nam lahko najprej od zunaj predstavite vaše energetsko srce? Ja, energetsko srce Energetike Ljubljana predstavlja nekdanja termoelektrarna Toplarna z svojimi proizvodnimi enotami. Sega v zgodovino oziroma leto 1966, ko se je s postavitvijo prvega bloka električne moči 32 MW, toplotne moči 94 MW pričela soproizvodnja električne in toplotne energije v Ljubljani. Že naslednje leto je bil postavljen in predan v proizvodno blok številka 2 enakih toplotnih oziroma električnih karakteristik in takrat je tedanja termoelektrarna Toplarna Ljubljana oskrbovala približno 25.000 odjemalcev, kot lahko vidite tudi iz tega predstavitvenega panela. Danes se je seveda tako toplovodno omrežje kot tudi proizvodne naprave, se je kapaciteta same proizvodne povečalo, tako da danes oskrbujemo že 57.000 gospodinjstev in kot lahko vidite iz samega proizvodnega panela je v Ljubljani 270 km odsevja, pravzaprav dvakrat 270 km tega vročevodnega odsevja, s katerimi se dejansko oskrbuje prestolnica z toplotno energijo. Tu torej proizvajate toploto za daljinsko ogrevanje. Koliko stanovanj ogrevate na ta način in kakšne so prednosti daljinskega ogrevanja? Kot sem omenil, 57.000 stanovanj. Definitivno je pa prednost daljinskega ogrevanja velika energetska učinkovitost in pa predvsem okoljska sprejemljivost tovrstnega načina ogrevanja. Namreč zavedati se je potrebno, da je soproizvodnja elektrike in toplotne energije trenutno najbolj učinkoviti način za pretvorbo ene oblike energije v drugo. Konkretno pri nas pretvarjamo premog in lesno biomaso v toploto in elektriko in sočasno z vsemi svojimi filtrirnimi napravami očistimo dimne pline do te mere, da je vpliv na okolje oziroma na okoliške prebivalce minimalen. Praktično se je to izkazalo kot rešitev za celo Evropo, še zlasti za področja, ki niso močno prevetrena, področja, ki so praktično v kotlinah. In v teh primerih so filtrirane naprave na enem dimniku zlata vredne. Si sedaj lahko pogledamo, kako izgleda proizvodnja energije? Proizvodnja električne in toplotne energije iz proizvodne enote Termoelektrarna Toplarna Ljubljana v sklopu Energetike Ljubljana se vrši iz 3 proizvodnih enot. Kot sem že prej omenil, prvi blok 1 je bil postavljen in predan v proizvodnjo leta 1966. Električna moč generatorja tedaj je bila 32 električnih megavatov, toplotna moč 94 termičnih megavatov. Leta 1967 je šel v proizvodnjo blok številka 2 enakih karakteristik, leta 1986 pa je bil predan v uporabo blok številka 3, nekoliko močnejši, ki je zagotavljal 50 MW električne energije na generatorju in pa 152 MW toplotne energije na pragu.
S temi proizvodnimi viri se zagotavlja in proizvaja približno 1100 gigavatnih ur toplotne energije za potrebe daljinskega ogrevanja, med 350, lahko tudi do 400 gigavatnih ur električne energije in približno med 145 do 150 tisoč ton industrijske pare za potrebe lokalne industrije. Tu nadzorujete proces proizvodnje, soproizvodnje toplotne in električne energije. Kaj pravzaprav je to soproizvodnja? Soproizvodnja električne in toplotne energije oziroma s tujko kogeneracija pomeni, da se sočasno proizvaja električna energija, toplotna energija, ki bi sicer v klasični termoelektrarni nekoristno prestopila v okolico, pa se v termoelektrarni Toplarni Ljubljana koristno uporabi za potrebe ogrevanja naše prestolnice. Zaradi tega so tudi izkoristki tega procesa zelo visoki, presegamo na letnem nivoju preko 80%. Koliko toplote in elektrike pa proizvedete na leto? Na leto proizvedemo približno okoli 1240 gigavatnih ur toplotne energije, to je vroče voda in tehnološka para, in 405 gigavatnih ur električne energije, ki jo dajemo v omrežje elektroenergetskega sistema Slovenije. Katere energente uporabljate? Glavni energent je premog, po letu 2008 pa tudi lesni sekanci v 15% glede na celotno porabo goriva. Premog, ki ga uporabljate v enoti TE-TOL, prihaja iz Indonezije. Zakaj od tam? Premog iz Indonezije je v bistvu bolj ekološko sprejemljiv. Ima majhen procent žvepla, to pod 0,1% žvepla v primerjavi z domačimi premogi tukaj, ki so imeli 3,2% ali do 3,5% žvepla. Potem pepela ima do 4%, domači so imeli 35% in to so okoljski, prispevki z tem, zmanjšanje obremenjevanja okolja z tako žveplom, dioksidom, pepelom, in drugimi zadevami. Omenili ste, da uporabljate tudi lesno biomaso. Koliko je porabite na leto, odkot prihaja in pa v kakšni obliki? V letnem merilu porabimo približno 15% od vsega goriva, to je približno 70 tisoč ton te lesne mase. Dobivamo jo pretežno iz Hrvaške, ker v Sloveniji cene so previsoke. Nahajamo se v laboratoriju za goriva. Z nami je vodja laboratorija Mateja Notar. Kakšna je vloga laboratorija? Vloga v nekem termoenergetskem objektu, vloga laboratorija je izredno pomembna. Mi v svojem obsegu del izvajamo vhodno kontrolo energentov, potem vhodno kontrolo energentov v samem tehnološkem procesu in pa kontrolo kvalitete tehnoloških vod. Trenutno se nahajamo v laboratoriju za goriva, kjer preizkušamo tako kvaliteto premoga, kot tudi kvaliteto lesnih sekancev. Laboratorij je akreditiran skladno s sistemom, standardom kakovosti sistem ISO 17025, kar nam omogoča, da lahko izvajamo tudi analize, vhodne kontrole, ki potem v nadaljevanju služijo tudi za obračun. In kako potekajo te analize? Analize potekajo skladno s standardnimi postopki, mednarodnimi postopki, pokrito imamo pa kompletno preizkušanje od samega vzorčenja, priprave vzorca in potem do končne analize. Prav akreditacija laboratorija nam omogoča, da lahko izvajamo analize tudi za zunanje naročnike, se pravi, če kdorkoli želi vedeti informacijo, kakšne kvaliteto gorivo ima doma, recimo za lesne sekance, pelete, brikete, mu z veseljem to analizo izvedemo tukaj pri nas. Dr. Agreš, sedaj ste pred največjim razvojnim projektom, to je izgradnjo plinsko-parne elektrarne. Kaj bo ta projekt pomenil za vas in za mestno občino Ljubljana? Res je, tudi naša družba, to je Energetika Ljubljana, gre v korak s časom. Premogovna bloka
Že malo prej sem omenil, da sta v obratovanju od leta 1966 oziroma 1967, torej blok številka 1 in blok številka 2, se nadomeščata s plinsko-parno termoelektrarno, ki bo prav tako delovala v soproizvodnem režimu. Kaj to pomeni za mestno občino Ljubljana in predvsem za meščane Ljubljane? Pomeni veliko oziroma dodatno ekološko razbremenjevanje mesta, kajti če samo pogledamo na tem prikazu, danes se 84% toplotne energije oziroma toplotne in električne energije proizvede iz premoga, 16% iz biomase, po izgradnji plinsko-parne elektrarne pa bo 70% energije zagotavljal zemeljski plin, 20% premog in nekje 10% lesna biomasa. S tem bomo veliko prispevali predvsem pri znižanju emisij, tako toplogrednih plinov kot dušikovih oksidov. Poudariti moram, da se tudi premogovni blok, torej blok številka 3, ki bo ostal v obratovanju vsaj do leta 2035, dodatno ekološko izboljšuje s prigradnjo tako imenovane naprave za redukcijo dušikovih oksidov. Tako bo poleg plinsko-parne elektrarne, ki temelji na zemeljskem plinu, ki je kljub vsemu najčistejše fosilno gorivo, emisija oziroma obremenjevanje predvsem atmosfere v Ljubljani bistveno znižano.